Dobro jutro, jaz sem še vedno v tukaj imam šefa, sem je predstavil, mi tudi zdaj omleto peče. Prav, da mi bo najboljšo naredil, jaz sem še vedno v Istanbulu, v istem hotelčku. Zdaj imam eno neprijetno zadevo za opraviti, to je kupiti, moram imeti tisto zadevo za cestnino. To mi je toliko odveč, da ne moram povedati, ker ne vem točno kaj kupiti, pa da bo ok, pa tako da to me prav živčenega dela. Pa še nekaj včeraj neumnega se mi je naredilo. Včeraj, ko sem zvečer gledal video posnetke, ko sem hodil po Istanbulu, sem ugotovil, da v te Hagia Sofiji nisem posnel, ampak sem slike naredil. Se pravi, na GoProju sem naštemano za slike, sem mislil, da snemam, v bistvu sem pa samo eno slikco naredil. Je pa to bil najbolj zanimiv del, tako da mi je to fejst narobe palo, tako da danes še enkrat v Hagia Sofijo letim in to posnamem. Se bom tudi dolge hlače oblekel, da ne bom slučajno probleme, da me noter ne spustijo, čeprav ni glih prijetno pri te vročini, ampak bo. Evo, zdaj da vam pa pokažem tlele šefa, ki mi dela omleto. Omlet, super, thank you. Yatırır ona şey. Thank you. Süper. Thank you. Pa me je odleglo. Uredil sem tole cestnino, sicer ni pocen. 50 evrov me je koštala za celo Turčijo. No, po en stran tudi ni drago, sej bom čez Hrvaško dal skoraj 40 evrov, tako da ni to taka sila, tudi ne. Mogoče sem že majčken občutek dobil na nižje cene, pa mi je zdaj 50 evrov tako zelo velik. No, tako da se mi je kamen od srca odvalil, ker tole me je res žrlo, ali bom sploh dobil, ali ne bom dobil. Bil sem že na eni pošti prej, pa nisem imel, tako da zdaj pa hvala Bogu sem to rešil. No, to sem zdaj pa na enem pokritem bazarju. Sem sprehodil, se bom čez. Danes imam kar veliko za voziti, tako da moram kar pohititi. Pa še v Hagia Sofijo moram iti, ker, kot sem že prej povedal, sem zgubil posnetke. Nisem posnel, pa to je bila včeraj najboljša stvar, ki sem jo videl, tako da moram iti še enkrat. V teh ozkih ulicah se res ni enostavno voziti. Evo, zdaj gremo v neki tunel, pa verjeten po tunelu do Azije. Tle je toliko cest, vam povem, tu sem skozi, moraš gledati na navigacijo, pa gledaš, pa je še problem. Tole me pa tudi zanima, kako bo. Jaz sem sicer tam en most videl, sem mislil, da bomo šli čez most. Ne vem pa zdaj ta tunel. Če imam jaz tole prav naštudirano in če navigacija ne laže, potem je tole zdaj, ko pridem ven z tunela, Azija. Tako da dobrodošli oziroma lep pozdrav iz Azije. Evo, tega sem se bal, ker sem prišel na avtocesto za Ankaro, se je pa tole naredilo, čisto ustavilo in tudi na navigaciji mi kaže dolga rdeča črta, tako da tole ne bo glih dobro. Glejte, kakšna stolpnica.
Se pravim, sem da pridem ven z tega Istanbula, pa da ne bi bilo gužve, sem prepričan, da poljo ne bo naprej. Vidim, kako bo zdaj ta cestnina šla v praksi, lejte, tlele imam nalepkico. Zdaj tle vidim, da imajo tudi te hiške, lahko tudi plačaš, greš, bomo videli, kaj bo. Evo, šu, 3 lire pa pol mi je vzelo, to je 35 centov. Zdaj sem pa izven Istanbula, tukaj je pa, lejte, lušno, na avtocesti, nobenega prometa, 4 pasovi, tole se je pa res lepo pelat. Sicer po kakšnih urcah 2 bo dolg čas ratalo. Sem šel v restauracijo na WC, pa hrano naročiti, pridem nazaj, pa vidim mi en majster avto pere. Ti ga začne pred, brez da te karkoli vprašal. Seveda, pa mu moraš pa plačati. No, seveda sem jaz takoj rekel, da ne, ker jaz ne rabim, jaz sem avto takoj zasvinjal. In kaj, če mi ga pred, povpraš me prej, ne gre to kar tako. Kakšno urco nazaj sem se še vozil po široki avtocesti, 4 pasovi v vsako smer. Pokrajina je bila čist ravna, mogoče malo pusta. Zdaj 1 urco se pa že vozim po, mi bi sicer tudi rekel avtocesta, ampak gledajte, pokrajina ratuje čist drugačna. Tudi sem pa kakšen hribček. In meni je tole bistveno bolj zanimivo, kot tisto, ko je bilo prej. Tako da na avtocesti nisem ravno užival v vožnji. Zdajle mi je pa super in sem se tudi glih kar zalotil, da ful počas vozim. Sem se samo 75 vozil tle. To je zato, ker gledam okoli, ne. Tako da lepo je. Prispel sem v mesto Merzifon, tole je hotel. Tam je drugačni, nič turističnega, pač jutri imam izhodišče za iti en kanjon pogledat. Drugač hotel ful super, evo, parkiral sem tukaj, oziroma mi je receptor parkiral, imajo še odzad parkirišče, samo en se je tukaj bolj varno zdelo pred hotelom. Drugač pa gremo še sobo pogledat. Tole je hotel za 13 evrov na noč z zajtrkom. Nova zadeva, zelo prijetno, dosti prostora. WC kopalnica pa sploh zmaga. Tako da jaz sem izredno zadovoljen. Malo sem šel še po mestu pogledat, če bi kje najdel, da kupim kakšno sadje, pa bolj slabo kaže. Drugače sem pa zmatran. Še pa še. Tako da sem ful vesel, da sem dobil ta lep hotelček, sem prijetno počutil noter. Pa tudi avto tam spredaj, ki imam parkiranega, se mi nekako varen zdi. Tako da bo fino počutje. Ja, sadja pa ne bom jaz tole najdel. Že povsod tam, nikjer nobenega človeka. Tako da drugač danes nisem nič pametnega videl. Pač pride tudi dnevi, ki je sam potovanje, jutri pa je v planu ena zelo lepa zadeva, en kanjon, tako da komaj čakam, da se odpravim. Tako da, če so vam te moji videi zanimivi, dajte se naročiti na moj YouTube kanal, seveda je to popolnoma brezplačno, samo kliknete tiste rdeč gumb, naroči se, pa še zvonček kliknite. To pomeni, da obstaja malo večja možnost, da se kje
ki boste na YouTubu pojavil moj video. Tako da pa kakšen komentar napište. Lejte, kakšna džami je lepa. Sicer ima ta kamera širok kot in full daleč je, drugače čist blizu mene. Evo, lejte, tamle vidim še neke trgovine, se bom dokaj še sprehodil, če bi tam najdu kakšen sadje.